Jaz sem stal, da pa ona geslo za Gmail 1234. Pa 432. Nikoli ne bodo poštekali. Danes je torek, 11.4.2017, 18.03 popoldne, no reč, 18.01, koliko imaš? 18.05. Ja, In na telefonu, in na iPadu. Okay, v glavnem, tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Lepo pozdravljeni v jubilejni 100. ediciji podcasta Glave. Tako je, prišli smo do številke 100. In danes imamo za vas pripravljeno nekaj prav posebnega, ampak kaj več o tem potem, ko povemo vse, kar moramo o naših filialah, družabnih omrežjih. Torej, najdete nas na Twitterju, na Apparatus, _si, najdete nas na Facebooku, na Apparatus.si, najdete nas pa seveda tudi na iTunesih. In če nas poslušate v iTunesih, nam dajte lepo prosim kakšno oceno, sicer pa Apparatus.si poševnica podpri, kjer lahko donirate 4, 8 ali 12 evrov mesečno. Tokrat gre denar za Persen, ker se moram že pomiriti, ker sem mislim, da klipov, ker sem s takim navdušenjem govoril. Je bilo to, Anže? Ja, aloh, preveč si na hajpo. Zakaj, če se pa komi čakam? Danes je 11. april, ne? In ko gledamo ta naš običajni urnik, sta zunaj že 2 dela 7. sezone Igre prestolov. Zato sva povabila tudi našega rednega dopisnika za semantične, sintaktične in vse druge skladanske probleme in človeka, ki naj jo popravlja, kadar ustreliva kakšnega kapitalnega kozla, dr. Marko Hladnik. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Tako je, danes zjutraj še v Amsterdamu na letališču in popovdne v Apparatus World Headquarters. Glede na to, da si doktor, te niso zvlekali z aviona? Ja, ti si videl test. Videl, na nesrečo nisem iz Koreje. Ampak vsi vemo, da je Adria slabša. V glavnem. Naj probajo mene zvleči. Sir, we've overbooked the flight, pa pižal sam in. Jaz nisem doktor, ampak in. V glavnem, ja, 100. glave in zdaj za začetek z Anžetom povedal, ker smo pač nečimrna. Ja, če ne bi bila nečimrna, tudi snemala ne bi. Ne. Ja, to je dejstvo. Ja. In nama prija, kdaj kakšna pohvala, ste povabljeni, da Apparatusu zaželite kaj lepega ob 100. oddaji, tako da lahko pošljete mail, sicer tudi na glave@apparatus.si, pa kraj vidva, če nam napišete na Facebook ali pa na Twitter, ker to pol ljudje vidijo in ni nama treba kopirati mailov, ker to pa res duši izpade, kot bi rekel Anže. Ja, to je res. Un model, ki screenshot mail objavlja. Kar sem parkrat že bil, ker ljudje res fajn maile napišejo, ampak vse. Ja. Ampak raj vidva, da naj jo živi javno pohvalite, tako bova rekla. Ja. Za ego je lepš. Ja. Tako da ja, Marko, kako ste se ti zdela zdaj prva 2 dela 7. sezone? Meni je zelo zanimiv ta, no, da dejansko to ladjevjo Daenerys, ne, ta cold open, ki je bil, da ga ta velikanski kraken razbije, ne, in požre vse in da je edin, ki se reši Tyrion, ne. Kaj je bilo pričakovati to? Ne, nikakor, ampak to je bil zelo močen začetek sezone. Verjetno se pozna, da bo samo 7 delov, tako da so res naphali vsebino do konca in je bilo treba začeti tako bombastično. Ja. Predvsem jim to sprosti kar dost denarja za igralce, ne, kar je potem tudi jasno, da so si lahko prvošali Eda Sheerana zdaj za novo glavno vlogo. Ja. Pa Tom Hanks ima cameo kot kraken. Ne, meni je zanimivo to, ne, da so se odločili, da pol epizode Ed Sheeran poje, ne, da je zdaj ta Bard, ki bo odpel. Čakali smo eno musical epizod, ne, pač to so zdaj lahko je La La Land, ne, pa dobo Oscarja skor, ne, tako da smo pričakovali, da se bo pelo več, ne, pa komadov je Martin kar nekaj napisal, to je treba povedati, ne. Tako da ja, prva 2 dela sta se zgodila. Čakamo. Ja, kdaj je datum, da gremo to, da ga enkrat omenimo. 16. juni. Ja, so za 16. juli. Ja. Juli. Ti si rekel, a juli, ja. Pa v redu, pa bomo pa že doma spočiten. Ampak ja, zdaj zamaknen. Zdaj so morali snemati po zimi. Ja, ker se v enegi po zimi dogaja. In v nečemu, čemu se reče Song of Ice and Fire. Shocking.
da bo več snežnih prizorov očitno. Ja. Verjetno so nucali tudi malo odmora, ker pač zdaj je bilo res back-to-back 10 epizod, nikoli niso nehali snemati ali pa producirati. Pač dobro, snemanje se je zaključilo, ampak takoj pripravljeno na naslednjo. Po mojem so si vzeli malo prostega časa. Pol dneva. Vsaj pol dneva. Pa da že malo pripravljajo scenarije na eventualni spin-off, ne, Better Call Tyrion, kjer bomo gledali genezo. It's always sunny in Dorne. Kaj bi lahko naredil? Ne? It's always sunny in Dorne, ker so res vsi duši. Ja. Tako da, zakaj danes govorim besedo duši? Kaj si mi dal ta bazak? Ja, ne vem kaj v tem soku. 5 šal, ki niso v redu. Glavnem, kam bomo šli, kam bomo danes zajadali? Pa prej si ful na hypu, da je neko ekstra presenečenje, tako da me zanima, kaj je to presenečenje ob jubilejnih glavah. Presenečenje ob jubilejnih glavah je to, da se bo bojda v glave oglasil tudi Kit Harington. Da bomo videli, sicer je trenutno je malo problem, ne, ker smo overbookali flight. In ne vemo, če bo uspelo priti do konca epizode, ampak vsi, ki smo gledali kdaj Knowing Me, Knowing You, ne vemo, da gostje podavati pridejo potem. Ja. Ali pa so vsaj na poti z letališča. He's at Chiswick Roundabout. Eventually. Oh, ne, zdaj pa, jaz imam sam eno vprašanje. To, okay, pauzo so si vzeli, pa to, ne. A to za HBO karkoli pomeni, da je to sred poletja? A imamo kakšno teorijo glede? Veš, kako če reči, da je pač A HBO sred poletja, kaj frišenga pri njih po TV-ju. Oni to izkoriščajo, ker kar se broadcast televizija tiče, ne, ni nič. Mislim, čez poletje ni nič v Ameriki. Ja. Mislim, da je to malo čudna situacija, ker v zadnjih letih se je zdaj HBO izogibal točno takim situacijam. Ja. Včasih so imeli možnost, Sopranovi so bili na vsaki 2 leti, pa leto pa pol je bilo vmes pauze. Zdaj so imeli pa točen urnik, kaj bo jeseni na programu, kaj bo spomladi, pač po 3 bloke so imeli na leto, v katerem so bili te največje serije. Po moje je mal pač Game of Thrones je že tako velik, da si lahko producenti že malo izmišljujejo in jim pač grejo na roko. Ja. Druga stvar je, HBO zdaj mal manjka nadaljevank, ne? Sploh v primerjavi s konkurenco. Ja. In ki je Netflix? Bomo rekli tudi Amazon, ampak realno Netflix je prevzel primat, bi lahko rekel. Pač, Ker zdaj so še stand-up začeli delati, ki je bil pa res, ne vem koliko cajta v bistvu v domeni pač HBO. Tako, če gledaš, je pač HBO special to v pižam svetu, a ne, je pač... Ja, je institucija. To je to, ne, pač, ker si bil, to je kada pršel v mafijo, če si baš bil HBO special, you got made, ne. Tako da zdaj imaš pa, ne vem, Chappella, Louis C.K., vsi te, ki so zdaj res heavyweighti, so na Netflixu, ne, tako da ja... Mislim, ne, tako meni res to zanimivo, ker se ne spomnim, ne vem, da bi kakšna taka velika stvar tako res sredi, mislim, to je res... Ja, pa veš kaj je mogoče tudi, ne, dejansko pri njih se tudi pozna, da je zdaj blazen premik tudi v ta on-demand gledanje, ne, da oni imajo zdaj ta paket, ne, mislim, da zdaj lahko ne, že v Ameriki je HBO Go, naročiš, ne, da bi bil ti kabelski... Reči samo Now, pol, HBO Now. HBO Now, no, ja. Drug branding, ampak ja. Da je pač, ne, da bi bil naročnik kabelskega paketa, ne, se pravi, da oni tudi zdaj računajo predvsem na to, da bojo ljudje gledali offline, mislim, online, ne nujno ti takrat zvečer, ampak kjerkoli bojo, ne, oziroma kadarkoli bojo, ker mislim, da itak Game of Thrones se je izkazalo, pač kadarkoli ga bojo dal, ljudje pač bodo gledali. gledali. Zadnja velika serija, če se prav spomnim, da je bilo poleti na HBO, je bilo True Blood, ampak to mislim, da samo prva sezona, ko še niso vedeli, da bo to uspešnica. Pač nekaj so probali. Ki je bila edina normalna sezona. Točno to, ja. Jaz drubladam kol, jaz sem tako randomly videl stvari po televiziji. Prvo sezono se splača. Prvo sezono sem jaz tako pogledal, mislim, v eni noči ali v 2. Aha, ok. Pač binge je bil in potem nisem neki, mislim, ali sem sam tako en del, druge pa pol ni bilo cajta, pa sem pa kratko čez nekaj časa ujela, daj pa pogledati, kaj je zdaj. In so neke vile. Ferris. In ne vem, kaj sem tako, ok, dobro, 5 sezon mi je bilo prehranjenih, nisem stran vrgel. Ker ta fatig se je zdaj že kar naredil, ne. Tako, če gledaš, koliko je bilo teh dobrih serij, pa je bilo treba vse pogledati, ne. Se mi zdi, da pa, če ima nek network, oziroma pač zdaj to niso več, sploh ne moreš reči, da je to neka TV postaja. Če imajo en tak hit, ne, kolikor je, se mi zdi, da kar probajo ga podaljšati mu življenje na tak ali pa na drugačen način. Ne. Ampak kom je pa fascinanten, ker datum je res ubitačen. No? Pač, tako, nima nobene logike, saj ne, da bi jaz
se spomnil. Je pa tudi res, da pogledaš pa Netflix, pa dajo ven stvari konstantno. Pač. Mislim, da je tle predvsem to, da so hoteli čim prej, ko bo šlo, niso hoteli odlašati do jeseni. Ja, možno. Da je to posredne. Ker njim se tudi tako pozna, ne, da je Game of Thrones ljudje kupijo paket, ne, pač kupijo HBO, ga plača za par mesecev, ne, pa ga pa že spet odjav, ne, te true fani, kot smo recimo mi. Ne. Ampak tako pač ne, mislim, noro je, ker so to relevantni podatki, veš, prej to mislim skoraj ni bilo, ne, faktor pri kakršnikoli odločitvi, zdaj pa sam gledajo, koliko naročnikov imaš, ne. Sploh zdaj, ki je Netflix šel kao po celem svetu, ne, kar i tak ni šel, ker vsi vemo, da ni podnapisal skoraj nikjer, ne, razen, ne vem, Špance še malo šljivijo, pa mislim, da Norvežani ali neki. Ja, Britanija, zdaj. Ker je vse na koncu sir, medam. Ampak ja, ne, tako, mislim, meni sam iz tega vidika mi je pač ful. Sem mislil, da bo zamaknjeno, ne, ampak Juli, come on, man. Ampak okay, kaj poleg tega krakena, ki smo ga povedali. In tako cold open je bil očitno. Pač, glede na to, ne, na prvi teaser, dolga hoja, ne, kako je že tako hodijo, ko imamo Daenerys, imamo Jona Snowa in imamo Cersei. Bebe, ja? Sam povem. More biti cold open, ne, glede na to, kako pa Cersei pihne tisto sapo ven, ki pokaže, da je zima končno prišla tudi v Kraljevi pristanek. Ja, ampak a se vam še zmerom ne zdi, pa da bom to zdaj res vprašal, da je sam še toliko delal. Ker se mi, ne da, pa ne zdaj, mi smo fani, valjda bi radi, da je to čim dalj traja in da pač gledaš in o tem, ampak jaz razumem, da ona nazaj pride, ampak se mi zdi, da bi se da komod eno sezono narediti iz tega, kako ona nazaj pride, pa da je kle neka konsolidacija. Ne tako, ampak glede na prejšnje loke, ne, se mi zdi čisto legitimno, da bi pač prišla, a veš, se mal tepejo, se pokonsolidira, The North, Dragon Glass gremo, ne. In ti se pa bolj zadnja sezona, recimo, ne. Tako ful mi je weird, da je to zdaj, se mi zdi, ker so preveč dogajali, kar vem, da je glupo kot točak, ampak realno, ne vem, no. Se strinjam, v bistvu, glede na to, kaj je obljubljeno, kaj že mal približno vemo, bo res nora sezona in če hočejo pokazati vse to v 7 delih te sezone in še 6 naslednje bo samo 6. Ja, to ni ta 10, a veš. Tempo bo večji, kot je bil prej in zdaj samo upam, da ne bodo preveč hiteli, ker nekako že le moraš razviti pač in like in dogajanje in moraš razumeti, zakaj se stvari dogajajo, ne samo akcija. Najprej bi bilo to, da bi vzemom pa vsak del dal eno hudo bitko ali pa neki tasga in res totalni akcijski prizor in bo vse letelo, ampak viš, pa da potem trpijo. Ne? Jaz se pa pol bojim, da če bo pa slučajno recimo, da bo, ne vem, da bojo pa 4 bitke, 7 delov, pa bojo 4 neke, se bo nekaj dogajalo. Kam bo šel ta budžet, ne? Zdaj je bilo zmerno tako, da eno smo imeli tam, kaj vidiš, kle smo dali pa denar, ostalo je tako, Tyrion se zbudi, kakšna bitka, ne? Hočem samo reči, da me je malo strah, da ne bo slučajno kaj čip izpadli. Ne pravim, da nimajo denarja, ampak tako, kot sem rekel, tempo bo moje kar nerealen. In zdaj, če bo ful enih velikih prizorov, da bomo že spet gledali na krepi CGI-ja, pa jezdenje na zmajih, ki res ne zgleda kot jezdenje na zmajih. No. Ja, upam. Mislim, čas je denar, tako da, ker imajo malo več časa, po moje bojo lahko to uredili. No, to je pa res. Ja. Pa budžet je enak za celo sezono, s tem, da je 7 delov, ne 10. Tako da se tudi to prerasporedi. Okay. To me ne skrbi preveč. Okay. To sem pa kar malo pomeril. Ne, res, veš, kaj, ne, ker če gledaš... Ni treba, da je 4,12 € na mesec za presedete razlike drugega. Ne, ampak tako, dejansko, to sem res ta prva misel, ki sem imel to, toliko malo bo, ful enih stvari se mora zgoditi. Sam da now, veš, kaj se je lepo videl, sploh zadnja sezona, zdaj, kaj je bila, ne, ta Bolton Snow, ne, fight, ne, tako, imel je neko, veš, lepo se je pripeljal, res je bila velika scena, dobro je bilo posnet, se vidi, da tam so se res, ti si je po moje trajali 3-krat toliko, veš, kot vse ostalo, realno gledano, ne, tako. Ja, se mislim, da so koliko je 28 nemalnih dnev neki tazg. Ja, mislim, tam se je videl, da je bilo res, ne, lejte, kle smo hoteli biti pa cool, no, na to varianto, se ne da ostalo ni bilo, ampak tako, tam je bilo res, ne, zdaj me pa strah, da kle bomo mogli po moje par bitk videti
da bojo vse tretjina tizga. Mam raje eno, pa je taka, pa 6 delov, ki malo hodijo, pa čovnčki pa si mahajo, recimo, ne. Pa kakšen dialog, ne vem, no, tako re, to sem ful, zdaj, ko smo rekli. Lahko bi bil en del sam Gendrija, ki vesla. Kaj se je njemu dogajalo v teh 3 sezonah, kar ga nisem videl. To bo prequel. Ne, škaj, ful... Gendry and his wandering boat. Fulno dobro, na koncu zadnjega dela, že v njih 6 polke, na koncu zadnjega dela, da je po end kredicih, veš čist, ki je že vsega, ki je že konc, tik napreden je še enkrat un, HBO, ne, vidiš Gendrija, kako vesla. Prevesla v kraljevi pristanek je čisto čefugan. So, what did I miss? Ker nekje je ta človek. Ja, to bi bilo efektivno. Sam menda ga vidimo že malo prej kot v Endgame. No, se je pa zdaj, kaj bomo vse povedali, oziroma kaj bomo Mare vse povedali. Mislim, jaz priznam, ne, da kolikor sem prejšnja leta zelo zvesto sledil vsem tem poročilom snemanja, pa to sem se letos kar mal nazaj držal. Mogoče tudi zaradi tega, ker pač, lani delno, ne, ni bilo več knjige, ne, ampak prej sem itak te glavne očrte zgodbe poznal, ne, in se vedel, kam bo peljalo, kaj se bo dogajalo. Zdaj pa pravzaprav kar hočem biti malo presenečen. Pač nočem že prej na pladnu imeti prenešenega vsega, pa je bilo ono, ko se naredi, to nekateri objavili, kaj bo, pa so rekli, tega nisem snemal, se pravi, tega ne bo, pa se pa tretji rekel, ne, pa gledajte, to je pa bilo, ne, se pravi, lahko, da je res. In sem ful vesel, da imam to koničen kratkotrajen spomin trenutno, ker se res pol stvari naspomnil, ker sem jih tam prebral. Ampak vemo, ne, tako res načrtno sem se držal stran, ne, vedel sem, zdaj tiste par teh nekih bitk, ki se obetajo, pa kako se bodo neke alianse sklepale in razdvajale. Predvsem se mi zdi pomembno, no, da omenimo, se mi zdi ta shift, ki se bo zgodil, ne, v zahodnjem, se pravi zdaj, ko Daenerys prihaja s to vojsko, se pravi sabo ima martele, sabo ima del železorodnih, ne, in kako se potem navežejo. Sever bo, kaj čaka pravzaprav, kdo se jim sploh lahko upre in kako. Ne? Ker tukaj bo ta glavna in predvsem pol, kdaj bo prišlo do neke konsolidacije, ne? Da se bodo skupaj uprli pretni iz severa. Ja. A skupaj? Pa kdo skupaj? Ja. Ker jaz sem tako, če ne bi bil to Martin, ne, bi še skoraj vedel, da mogoče se tepejo, pa pač pride ta prava vojska iz severa, recimo, ne. Pa se združijo. Pa ampak se grafajo, ni šans, da se to zgodi. Jaz mislim, da ni šans. Ne, to bi Tolkien pač napisal. Ja, to bi Martin pa ne. To je pa Orwell letu, že spet, ja. Tako se reče, so they called me icy bitch. They'll see who's icy bitch now. Ja, tako da ti kaj sem hotel še vprašati? A koliko misliš, da bomo videli še tega potovanja, zdaj vem, da si cold open, pa whatever, ne? Glede na to, da je 7 delov, na eni točki bo ona pač tam, ne? Tako, mislim, ne bomo več gledali ladij, ne? Ne. Če mene vprašaš, po večina dela že na enem kontinentu, vsi skupaj, ogromno srečevanj, ogromno novih parov in tako naprej. Ja. Okay. Mislim, tako. Ja, zanimivo bo gledati, ne, zdaj te neke nove, koga pravzaprav lahko pričakujemo skupaj. Mislim, da to zdaj vsi so videli že spremljali, ampak tako bom rekel, če niste nič spremljali o tem, kaj bo 7. sezonu, mogoče zdaj lahko nekaj poslušati, pa greste raj pisati voščilo za glave. In se vrnete čez 20 minut, tam, kjer ste nekaj mute nazaj izkloptene in boste varni, ampak predvsem vemo, ne, da bo prišlo do naveze zmaj krvovolk. Ne, to mislim, da smo... Sej to ni zdaj... Se s kom pa bo, a bo zmaj lev. Sej, je pa zanimiv pač, zato je pa to tako zanimiv, ker je lev še vedno nekako mes in kako ta konsolidacija ni tako preprosta in čista, ne, kot bi lahko bila, recimo. Ne. Ampak... smo ravno pri krvovolku, bom samo to vprašal, a ste videla slučajno Dire Paga? Ki se je zgodil 2 dni, 3 dni nazaj, nekdo na Redditu objavil, lejte, sem prvič iz fondanta delala figurco gor in sem naredila krvovolka in je, videl se pogovarjate naprej, jaz bom pa poiskal. Okay, pa bomo dali pa do zapiska, ker je moral sem moment, ker je bilo noro. Ne, jaz mislim, da bo ta sezona polna unih, tega se pa res še nista srečala v tej seriji. Polno bo teh momentov, tako, tega sploh nista bila še v izmu prostoru, recimo, veš, tega bo milijon bo tega. Pa obratna stvar, pač, kdaj ste se pa ta dva nazaj? Nazaj.
Točno to, to so zmerno te, to jaz gledam The Walking Dead, ki je tako zapeljan, ta še ne ve, da je on umrl. Pa je tako 4 deli so bili vmes, veš, pa so ljudje, ki ne vejo, ker ni telefonov več, recimo, ne več ali manj isto. Ne. Ja, tega bo veliko. Meni bo zanimiv ta pairing, ko bo Samuel Tarly pa Jorah Mormont. Ja. Menda ste v istih prizorih. Pa Jim Broadbent potem poigral. Tako največje ime nove sezone. In ja, menda se ve, da bo sigurno bo v The Citadel, pač del te zgodbe in verjetno je neki Archmeister. Ja, se glede na to, koliko so Citadel kazali, ker mislim, to skoraj logično, da tam se bo še kaj dogajalo, no? Ker če ne bi bilo te špure, da gre on tam, pa pol gre, pa Gili, pa lalala. Se mi zdi, da to kar lepo pelejo. No? Ja. Kar je dosti zanimivo, ker to pri knjigah si čist zgubljen. Ne? Mislim, ne veš več. Ne? Ni bilo še razdeljeno, pač prolog je bil. Ja, točno to. Na koncu veš, da sam pride v delo, to je pa to. Ostalo so pa skrivnosti. Ja. Se to je cool, ker to je še ta zadnja stvar, ki je v bistvu cel cajt v knjigah in tudi v seriji, pa nikoli ni zmeraj omenjajo si ta delo, nekako razumeš te verige, kaj počnejo, ni pa nikoli še ta kasta, ki je valjda močna. Ne? Tako kasta je to ta prav. Kaj pa je to? Pižama kaže ta. Dire Pug. Dire Pug je to, ja. To je pa kar slabo. Bomo dali link, ker ne znamo pisati. Sem mislil, da bomo lahko opisali, pa se ne da. Ne da, ne. Dokaj neizrekljivo vse skupaj. Tako si predstavljate, da če si predstavljate Dire Wolfa tako, kot Jezusa, uno fresko v Španiji in potem enega, ki ga popravi uno fresko, tako ta zadeva zgleda. Ampak ja. Ne, ker si ta dela, meni je to cool, zato ker je pač Martin je pač itak religijo, se je kar konkretno loto, ne, iz ene 7 zornih kotov. 7. V glavnem, ja, se je tako dosti konkretno loto in me dejansko ful zanima, kako bo tam noter, pa kako bo sem navigiral. To tudi mene v bistvu dosti zanima. No. Pa Broadbent je meni model, no. Pač on je en ta. Ne ta, tega sem pa nekaj videl, pa je Anglež, ampak on je eden od Angležev, realno gledano. Ne, tudi v Hollywoodu se pojavlja kar konkretno. Drži. Ja. Ladjo si že videl? Ne. A ti pošljem? Ne ve, a vidiš, to imam jaz to dilemo, tako je Pižanc rekel, ne? A pa je, mislim, je cool, tako mi rekel. Je cool, pa samo setje, pač ne boš še videl, kako bojo finiširali s CGI-jem in vsem, tako da. Ne. Ja, ok, no pa v redu, pa to kupim, to kupaš. A ja, imajo novo ladjo? A nisem imel tako zdaj že 6 let iste ladje za vse ladje snega? Ja, sem so dodali neki ornamentov, tako da zgleda proper, ok, lepa. Ne, zdaj, recimo, ko pride, pa recimo, da se ljudje srečujejo, ki se niso ali pa se že dolgo niso videli. Ne? Kdo bo hodil v tej sezoni? Arja mora hoditi, zato ker zdaj smo jo videli, kaj je dal ta zadnji promo, včeraj, predvčerajšnjem HBO ven, kjer jih imamo v teh kostumih, Arja že nos Starkova oblačila spet. Okay. Tako da mislim, da to dokazuje, da bo prišla gor do zimišča. In da bo do tja prišla, bo morala pa kar nekaj prehoditi. Zdaj pa vprašanje, koga bo srečala. In zdaj spet jaz lahko govorim kot en človek, ki ne ve vsega, ali bo naletela potem na stare prijateljčke iz Bratovščine brez bander, ali bo direkt šla gor iz dvojčka. To bi bil dober kombo z Bratovščino. Kaj očitno bo neki s temi modeli, ker iz naftalina so jih v zadnji sezoni potegnili, tako dobesedno. Tako je, pa kompatibilni so. No. Ja, v bistvu je. Hodijo gor na sever, vemo, da Paul Kay bo imel neko večjo vlogo, več epizod kot prej, tako da bojo razdelali tudi to. Okay. Zdaj bom sam odprl. Ja, bo pa Mark Gatiss je tudi potrjen, da se vrača, tako da on bo pa kam, mislite, bo... Ti veš verjetno že, kje bo, ali ne. Ali bo šel zdaj k Cersei, bo prišel on kot iz potrkat, ne, lejte, mi smo tle iz Bravosa, ne smo prišli, ali bo v letu gor na seriju pa rekel, Jon Snow, tale tvoj prijatelj Stannis, ki ga ni več, pri nas je malo zapufal, pa smo zdaj prišli iskat, tle so moji upniki od Agrokorja, so z mano in zdaj zanima, kaj bomo storili, ne, in pa bo Jon Snow zamenjal upravo Agrokorja in bo štala. Ja, to bi bilo po knjigah. Ne?
Tako je bilo napisano, Ja. zakaj bi se odmikali od scenarija. Dobro, mislim, da ni 100% potrjeno, ampak če vam ni mar spoilerjev, pride v King's Landing. Yes! Ker mislim, da si zasluži ene par krepkih od Gettisa, ker Gettis je nor. Ja. Odkar sem ga zdaj videl v Tabuju, je sploh, ne morem, ta človek je res v redu. No. Že kot Mycroft, isto klele, zdaj, ko bom imel. Kot mesar v Roston Vacey je bil že genijalen. Ja, meni je kul, ker se mi zdi, da je eno teh modelov, ki v bistvu bi lahko več igral, pa ne igra, ker itak piše stvari. Se mi zdi, da on bi se lahko več pojavil. Se zdaj z Moffatom nekaj načrtujete, ne? Zdaj sta oba, ker Moffat gre stran od Dr. Whoja, se letos poslavlja in zdaj, če sem videl, nisem pa bral članka, ampak zato, da boste zdaj z Gettisom nekaj skupaj delala. Ja, to je je pa mogoče, ne samo za omen, če smo gledali Gettis, sem omenil čisto kot zanimivo, da še zmeri laufa, zdaj je tretja, četrta sezona, že Number 9, ki pa delata njegova kolega, Inside Number 9, ki delata njegova kolega, sem prav Steve Pemberton, pa Rhys Shears, ki so skupaj delali League of Gentlemen in je antologijska serija, to smo že parkrat obdivili. Nekaj novega in dajte to tudi pogledati, imate cajt, ki čakate na 16. juli. Ko smo že pri castingu, še nekaj malih zadev. Ena je ta, da te novice o Conorju McGregorju, temu wrestlerju, fighterju. Wrestlerju, prosim. Okay, MMA, Mixed Martial Arts. Prvo po boki. Ja, boki bo tako leto, wrestler. Okay. Ja. MMA. The Octagon, UFC, jaz to točno razumem tega. Ampak to, ok. Pač to je bila raca. A pravil ne razumeš, ali sploh športa, ne? Zakaj? Zakaj? Mislim, nič ni prav pri tem športu. Ampak ja, povej. No, ne boga, to je bila neka novinarska raca. Ja. Čeprav se je vleklo in smo dobivali dodatne informacije preko, ne vem, neki par tednov. Budžet za CGI umikanje njegovih tatujev je bil predrag, po moje. Sam bi bil lahko, ne veš, gor potetoviran, ki ga sicer je na Kingsmoutu v knjigah, unka za trop, zmajski rok in mu se žge pljuča. Zato bi bil dober. Ja. Sam mislim, da mu piše McGregor, ali nima McGregor čez trebuh napisan. Mislim, da to se da, 3 črte pa mu piše gor, ne vem, McIron Born. McIron Born, ok. Tako je. Dobro, pa je druga manjša vloga, je Alyssa Karstark, gor na severu je dobila Megan Parkinson. Ok. Pač ime vloge uradno je Northern Girls, severnjaško dekle, ampak se nekako ve, da bo pač prevzela to vlogo, okay. Da začne na severu. In pa še to, ker smo omenjali samo družino, Deacon Tarley, ki ga je preigral vodilni igralec serije Unreal, Freddy Stroma. To je bilo zdaj recastano. Okay. In pride Tom Hopper, Black Sails. Ok, to pa vem, kdo je. Ja, kaj pa Dario Naharis, bo spet kakšen nov? Ja, bo kakšen nov. Ali pa The Mountain. To pa menda ne. Ja, ampak to bi bil zdaj že ful dober joke. Sploh za Dario. Ker je naredno modeli že svet. Kaj bo? A bomo Kliga in Bold, The Hype is Real, letos ali drug let? A je varianta? Ker jaz čakam, da se ona dva sklopita. Ona dva se morata sklopiti. Čeprav bi tudi Tolkien naredil, da se sklopita. V Martinu se morata ona dva sklopiti. Upam, da se boste, mislim, ni nobenih novic seta. Bila sta oba v Španiji v istem času, ampak niste snemali skupaj, tako da ne vem. Čeprav, po moje pri Martinu je tako, da eden pač umre prej po nesreči in pa on pride jezen, ker ga ni mogel ubiti. Neka ta scena bo, po moje, ško res. Čeprav dobro, meni smo tudi že kakšne hude. Dobro, se dejansko ne Gregorja so že ubili. To je tudi res. Je že zamudil, ne, svoje za ta prvi. To je res, ja. Čeprav že še enkrat ta epizoda z Houndom, ko ta Resurrection tam prvi cerki zelo mena, zdaj pa tako za nazaj gledam, mi je najbolj tako ostalo spominu te od tamernih delov v prejšnji sezoni. No. Mi je bila kar tako, sorry, to sem mogel reči, ker mi je to... Ja, dober, swear engine, ne, ampak ja, ne, ti si res redo, no. Pač, okay, pardon, kaj še, aj še kaj tazga? Še kdo iz Deadwooda letos? A pride še kdo, ki bo razlagal, kaj se sekirate zaradi spoilerjev? Ne, ampak sej to McShane še zmeraj počne. Ja, sej.
Ne vem, zakaj. To nekje, za katerega je že delal intervju. Ne, rekel, kaj se ti neki fani, tako kaj se sam TV. Ja, ni to Shakespeare in the Park, ali ne vem, kaj je. Ja, točno to je. Kaj pa zdaj, ko res stavamo pač v temi, a je kaj, kar se Martina tiče, da karkoli reči, da je človek živ, piše, njegova DOS mašina mu še dela. Ne, ker to pa nisem že dolgo zasledil, razen enega mal fajta imel, ne, v komentarjih, kdaj boš napisal, so neki odpisal že spet na njegovem live journal, ki je res iz leta, ne zdaj live journal, je to vsaj web 2.0 ali 96, res ne vem. Mislim, da ima isti engine, kot GeoCities. Ja, pa tu kaos. Ja. Ampak, ne, kar se bukle tiče, ne, pa ne da karkoli vemo, jaz bolj tako vprašal, kaj me zanima. Polka bomo videli, že teh 6 delov, 7, ne unih 6 pol, ne. Zgubimo kaj, ali ne, ali smo, mislim, kar se knjige tiče. Na tej točki mislim, da je že vse ena. Ja. Prvič veseli bomo, da bo prišla ven. Drugič pa se bo zapeljana čist nekam drugam in vse sproti malo dobro, glavne poteze bomo verjetno vedeli in se bojo tudi prekrivale, ampak vse ostalo, kaj zna Martin napisati, pa vsi stranski liki, ki jih tak ni v seriji, po moje bo to uživancija brati še zmeraj. No. Kaj ti? Ja, jaz tudi mislim, da bo, ko bo Martin vendar, pa jaz zdaj tle, bogokletno rečem, upam, da ne letos, še ker nimam cajta za prevajati. Ni človek v Sloveniji. Na svetu. Na svetu, po moje. Easy. George, če poslušaš, easy, vzem si cajt, nared oran krest. Nisi edini na svetu, obstaja še en Portugalc, pa en Španc, pa en Nemc, pa en Italijan. Tako par vas je. V bistvu vas je tako 180, po moje, ne vem, kam se vse to prevede, ampak ja. Ne, jaz tudi mislim, da bo že čisto zaradi te pozicije, ki jih imamo, recimo tukaj bilo že sam zgodba pri Daenerys, smo videli zdaj te kalasarje, mislim, da bo on na zelo drugačen način to spelo. Tudi imamo potem Tyriona, kjer se ne moramo imeti, tam je še Penny zraven, pust ne vem, je preživo ali ni še več. Zdaj sploh cel ta klastrofak v Mirinu, se mi zdi, da bo v knjigah kar problem, mislim, bo Orang moral, da se bo razrešil, pa na rahlo drugačen način, kot je bil v serijah. Pa ne vemo, kaj bo tle gor, pol tudi Littlefinger naredil še svojo nesvojno nevesto. Pa, mislim, jaz imam pa sam ta feeling, da te glavne poteze, če jih boš vedel, saj te velike stvari, glede na to, kako je v knjigi zastavljen, sploh kar se Marina tiče, tega, da je napreden pride, tako bom rekel. Se mi zdi, da tam ima on še veliko za napisati, glede na to, kako je zastavil ta zadnjo knjigo. Ker je šel to, ki je razširil v uno smer, ker res ni ben pričakoval in ko smo se že pogovarjali, meni ti si res dober, pač eden redkih, tako se mi zdi, da... ampak tako večinoma poslušaš ljudi, da ta zadnja je bila pa malo tako, ta nek feeling je bil, ni bila tako kot prejšnja. Tako sem jaz na netu doživel ta sprejem. Se to bo verjetno tudi že čisto zaradi čakanja. Več bojo ljudje to smo čakali, bojo rekli. Lahko naredi najboljšo knjigo v seriji, pa bo rekel, a to smo čakali. Ja, možno. Je pa res, da sem videl ta reveal Jona Snowa, ki je bil dojenček Jon Snow, ta jump cut praktično. In pa fultko sem pa videl par na netu napisanih stvari, jaz sem to čakal od leta, veš, koliko je bilo, so ljudje res to kseri. In pa jaz pa tega nisem tako dojemil, ker res gledam serijo. Tako res nima več veze s knjigami za me. Zaradi tega se ne sekiram, resmo to gre, res je bilo tako, lej, John, po moje, veš, kad to prebereš v bukli pol, je tako, yes, wow, ne vem, koliko tega, to me mal skrbi, koliko bo. Letos bomo izvedeli njegovo pravo ime, ali ne? Ja. Kaj je bilo tisto, kar je zašepetala Liana, da ne mu bo ime? Ne vem, mislim, ne vem. Posnetje je bilo že tako, da bi mogli zvedeti, zdaj pa, ali bo pa ta nikoli ve, a veš, mislim, ne vem, to je kar dobro, Ampak je bilo že spet, tudi to je bilo, še to, koliko mislite, da do flashbackov, že spet 7 delov, ni cajta, ful je treba povedati, da bomo kdaj še šli nazaj. Ker zdaj smo zadnje 2 sezone, ampak zadnje 2 sezone, je bilo to kar ratal a thing.
Ja, ampak še zmeraj zelo omejeno. Mislim, da bomo z Brenom, kar bo z Brenom povezano, da ne bo nekih teh čistih flashbackov, ki bi jih imeli, kot smo imeli recimo takrat, ko smo videli mlado Cersei, ki gre k vedeževalki, ampak da bo prek Brana pa definitivno. Jaz mislim, da mladega Neda Starka bomo skrzihara še kaj videli. Mislim, da ja. Okay. No se to, zato pražim, ker to je tako, ali prve sezone ni bilo nič. Pa je bilo pa tako upeljan, da že malo pričakuješ, da boš še kaj tazga videl, v smislu, da bomo osvetlili ali odločitev ali neko potezo ali whatever, recimo. Tako da, okay. Ker že enkrat 7 delov, come on, man. Ker pol v unih šestih se z White Walkeri tepejo, pač to je dejstvo. Ampak kdo, ne? Kdo? Kdo bo kvizli? Sej, ampak to meni noro, da je to 7, glede na to, kakšen je bil tempo zadnje sezone. Ker meni res ni bil grozen, ker je bil res ok tempo, mislim tako, res ni bilo, o moj bog, rabim več ali pa. Pa zdaj pa v 7 delih. Sam da še rezen bo, meni se zdi celoten Esos, celotne vzhodne tam vprašanje, če se bo še karkoli dogajalo. Jaz mislim, da bomo vračali nazaj pa gledali, v Mirinu pa zdaj trenutno politična situacija je dokaj negotova. Edino novi Harvey. To nas ne zanima več. Edino tam je ostal zadaj pač Dario. In to je edini lik, ki nas še kakorkoli veže na Esos. Zato je bilo vrhunsko, da je že spet nov igralec. Ja. Da je tako nek cutaway po kredicih, tako krem drug model sedi tam v piramidi, pa tako in kaj novega. Ali pa spet ad screen. Skraj, ko se že, ko je bil neki... Ja, čupavi pač. Ta prvi lepi, no. Od Tamara Angus fant, no, gremo tako reči pač, ja. Imamo Dornija, tudi verjetno ne bo, ne... Jaz mislim, da to je prva televizijska odločitev, kar se tiče Game of Thrones, ki bo rekel, klepa nismo zmagali, pač klepa je dosta. To si pa skoraj upam reči, no, da nekako, da to, kar smo mi govorili, ni šlo mimo njih, no, tako rekel, ni bilo nič novega za njih, da z Dornijo niso pa res nič pridobili. Kar je res škoda. Ker je nekaj huda. Mislim, meni je sploh, veš kaj sem pol tudi razmislil, sploh se mi zdi... v bistvu malo čuden, da ni šla skozi njeno to, kako dobro so pa Ironborne sfurali. Pa ne govorimo o unmu, ki nima več globase, varianta, ne. Ampak pač pa Kingsmoot, ne, pa polka so združili strice, pa to. Ti se je ful dobro bilo, meni speljan, pa je isto, veš, taka močna hiša, ne ta glavna, sem mal pomaga, veš, tako nek tak stranski, a ne, tako, veš, ni uno, main thrust, a ne. Pa so v bistvu ful dobro speljali, ne. Uspel so najti nek balans. Ja. Pač na kratko so morali vse predstaviti, ampak je uspelo nekako. Vsej bi si želel še malo več. Ampak dobro, zdaj Eurona bomo še dobili, po mojem, malo bolj strašen. Se je tudi iz Dornije se bo še kdo pojavil, ampak tam ti je res vzgojne ljudi, ti je več manj vseeno. Nekaj te Ironbornom pa mislim, da so kar dali neki mesa, no, pa globine, tako overall, no. V Dorniji so popucali, ni nekega konflikta več, vsi so se pridružili Daenerys, potem pri železorodnih je pa še skozi ta notranji konflikt. Ki je, mislim, da tam inherenten v tizmu svetu. Ja. Se zdaj, če gledamo, dajmo malo samo obnoviti, koga pravzaprav sploh ima Lannisterji ob sebi še? A imajo sploh še koga drugega, ki ni on, ki niso oni? No, zdaj so sami proti vsem. Sem, ne, ker ta redi so tudi šli stran. Ne vem, meni bi bilo, mislim, ful je najlažje reči, ja, točno to, sami so. Oni bojo, oni to gre po gobe, ne, tako je življenje. Ampak tako se bo obrnilo, ker je Martin. Sej to, ampak kdo pa, veš, zdaj kaj porečne dežele gora, veš, kaj se gor zgodi, ne, ker zdaj njihova vojska je gor, ja. Tudi še mejha, ne, ki morajo držati, kaj bo s Frey, se bo mogoče pri Freyjih našel kakšen čudežni deček, ki bo izšel iz tega, iz te brozge bebavosti, ki jo izražajo vsi potomci starega Walderja Freya, se bo našel, ki bo genialni vojaški strateg in bo priboril on zmago. Kaj, če bo eden od Frejev tisti, ki bo na koncu zavdal belim hodcem? Kaj, če je eden od Frejev princ, ki je bil obljubljen? Jon Snow move over, ja. Kje je bil zdaj intervju na Hafu, ne? Ki ste imeli, ker so Jona Slava vprašali za tega, ne? Ja. Zato prerok bo the prince that was promised, pa rekel, Jon Snow, kar rekel, da pač Jon Snow ne bi bilo všeč, da mu kdo taka imena daje. Ja. In tako, da meni tudi ni, ker živim ta lik. Ja. Lannister ima še Tarlija, fotra Tarlija, kot za pač eno pomembno
vojaško osebnost na jugu. Okay. In pa tudi to je zdaj največja hiša v zgodovini človeštva, sorry, povej. To je res, ja. Tisto moram pozaditi, bilo to grobo, sorry, povej. Ne, mislim, računam nekako, da ta prvi spopad bo direkten bo med Lannisterji pa Tyrelli in to bomo gledali na začetku nekje. Ja. Pač dosti blizu so, vojski sta tudi nekako blizu, ker so bili v mestu, pa zdaj kar se je zgodilo. Ko smo pri lokacijah, dobro, spoiler, ampak lahko se tega veselite, menda, da vidimo v naslednji sezoni in Highgarden in Castle Rock. Aha, ja, to se livarsko skala, bo ne bi nekaj tudi oplenil, pa... Okay. To sem pa zapomnil se. Lepa. No, sploh za Castle Rock, mislim, to Highgarden najde, imam feeling, da bomo gledali full vrtenc, pač mislim, tako, ne, nočem biti v arboretu, šli bojo nek dober. So pozabili odmakniti 3 dinozaure, kaj pa zdaj, dej krila gor, pa bomo rekli, da so se smaji. Ja, ne, za Castle Rock pa ja, ok, cool. To je pa dosta redo, ja. Bi bilo fajn, ja, v knjigah še nismo šli tja. Ja, v bistvu, ja. Menja se ga pa non-stop, zaradi tega, ki je ena ta glavnih familij, ne, recimo, ne. Okay. Sploh kako bojo naredili, ne, to monumentalno skalo, to bo itak CGI. Ja. Vemo, kater grad je to nekje v Španiji, pač za osnovo, ampak jasno, ostalo je pa CGI. Predvsem čakamo, ne, da bojo pa tudi kakšen flashback naredili na Kastamer, ne, pa na Rejne, tako da pridajo pa lahko snemati v Predjamski grad. Z Jackie Chanom, v glavnem. Kaj bo ta film od Jackie Chana? Armor of God. Armor of God. Ja. Sem ne, ima enka ali dvojka. To so te debate. Ne, ravno zadnjim sem gledal tega. Kaj si gledal? Ne, malo sem se spravil spet gledati tega Every Frame a Painting. Aha, ja, Jackie Chan. Koliko outtakeov, da je ujel stvari, god damn, ja, ti se kar ureda, ja. Ti se pa kar uredu. Ja, ker ni nič rezal, vse v enem. Ja, ker vse v enem, ja, ti se kar noro. Vse te fajti, z Jackie Chanom se pogovarjal. Ne, pa se mislim, da Game of Thrones je tak Jackie Chan, nekaj kaže, glih to, če naredimo to za stranitev, ne, pa boš dal to v zapiske, je dejansko kaže, kaj je razlika, pravzaprav, kako pa tudi te njegovi hollywoodski filmi, zakaj ne funkcionirajo tako dobro, zaradi tega, ker režejo pretep, ne, pri njemu, ko gledaš te njegove hongkonške filme, pa to vidiš udarc dvakrat. Enkrat, ki ga on udar, drugič, ki ga odnese, ne, obakrat. Ja. V hollywoodskih je pa tako, začetek udarca pa že, ker se en malo poteka. Ne, sam, ni isto. Ja, ni tega, ni punchline. A še kakšna taka lokacija? Tako, da je ekstra za izpostaviti? Zmajski kamen. Ja, na Zmajski kamen se vrnemo in bo pač razdeljeno vse malo bolj. To zdaj smo videli, kaj je tisto sobo na vrhu. Veliko govorimo, kako se bo razdeljeno zdaj. Ja. Res jaz ne razumem, kako to deluje. Ja, ker nič ne bo manjkalo. Mislim, karkoli se spomniš pod zgodbo, je nekje omenjena, da so jo snemali, vemo, da so igralci bili na setu, vsi se vrnejo, nihče ne bo pogrešen več. Ne vem, mislim, upam, da, ne vem, ok, cool, res, ful dober, nič ne rečem, ampak nekaj so bile te mirne epizode vmes. Dejansko so obstajale, do zdaj so bile zmerom. Se verjetno bolj, recimo tukaj, kar se bo dogajalo, recimo v Starem mestu, jaz mislim, da ne bo nekih glih akcijsko, da tam, kar bo Samuel Tarly, pa zdrav Broadband, ne, da to bo dost tako umirjeno. Pričemer je meni malo škoda, ne, da nimamo nekega lika, ki bi se s tem Marvinom Magom nekako lahko usporednico potegnili. Ker tukaj imamo tisti, ki niste brali knjig, imamo lik enega tega od nadmojstrov, ki je dejansko se malo ukvarja z magijo. Ne, zapravo pač v tem svetu itak so te mojstri nekako skušajo ukiniti, če lahko tako rečemo, ne, magijo iz sveta in se borijo proti njega pa imamo, ne, ki je zelo obseden s temi stvarmi. No, ne bi bil tudi en od teh, pri katerih se je ta Maggie Mazdur, ki je taka zavda Kalu Drogu v prvi knjigi, oziroma v prvi sezoni, ne bi se učila pri njemu, ne, so te neki opisi, da je rekel, ja, jaz sem enega iz teh zatonskih kraljestev. Okay. Ja, meni je tam tak odlik mi je zelo zanimiv, ne, poleg tega imamo v knjigah drugo varianto, ne, še dodatno tukaj v Starem mestu, namreč, da se tam not pojavi človek, ki ustreza opisu osebe, v katero se je spremenil Jaqen H'ghar, ki je šel ven iz Harandvora,
Okay. Aha, na začetku. Takrat, ja, in se potem pojavil v 4. knjigi, ne, v prologu, in ubije pa Lunga enega novica in prevzame njegovo obraz in ga pol tudi najdemo, nekaj že Samuel v Novem mestu. Poleg tega je pa tam še ta Aleras, ne, kar je pa pravzaprav nek deček, za katerega se pa sum, da je ena od hčerk od Martela, ki se oblači v moškega, ker je pač kako pametno, da jo ljudje ne pogruntajo, svoje ime napisala nazaj. Oh, wow. Okay. To je jaz ga stavim, da pa ona gesla za Gmail 1234. Pa 432. Nikoli ne bodo poštekali tega. Zdaj vidim, da v bistvu ime za lik Jima Broadbenta je nadmojster Bros. Se pravi, ne marim, možno je, da bo kar združili. Ali niste rekli, da ne bi bil zdravilc on, tako, da je se pravi, da bojo tle za Joratom pa nekako združil, ne, ker on išče to zdravilo za sebe. S tem, da sam mora najti nek protistrup za hodce, ne. Po moje je to tudi njegova vloga, zakaj je sploh bilo na jugu. Ja, prebral pa Dragon Glass, on ve, da to deluje in pa bo nekaj naumil, ja, ok, cool, ja. To je v redu, ja. Ampak črnih sveč namo videl. Ampak ena stvar še, prej smo ga malo omenjali, Bran. Ne? Hold the door, ne? Zdaj smo to videli. Bo on na koncu pripeljan pol z armijo iz severa, ali kaj se bo tam dogajalo? Kje je on? Oni zdaj so še gor na severni strani. Ne, a so že... Ne, oni so ga... Ja, še na severu, na severni strani zidu, zdaj mogoče potuje proti jugu. Ja. Mogoče potuje proti jugu. Na to sem cikal. Pač. Ja. Ok, sem prav. Ker je tako, ker je Bran, njega res furajo, vse sezone, cel cajt je isto, če še enkrat 7 delov. Come on. Ja. Sam povem, ali hiter pride, ali bo on hodil, ko on tudi lahko hod. Ne? Tako, ne vem. No. Kako zanima več hodil? No, hodil. Sorry, hodil. Ja, okay. To je v bistvu kar slabo, ne? To je v bistvu kar slabo. Ampak ja, ne, ker se mi zdi, da tako... Veš kaj, predvsem slabo, da smo nucali to kled, da smo pogruntali. Da je to, ja, ok. Ne, hotel sem samo to reči, da je to je še ena špura, razumeš, ki je bila do zdaj zelo resno zastavljena, sploh zadnja sezona z Hodorjem, ne, a veš, je bil tam tudi boom v bistvu, ne, bila ena od teh scen, kako snaki okoli hodijo, ne, cash money, ne, kar se CGI-ja tiče. In ja, tudi on more nekako, tudi tam se more kaj pokonsolidirati, no, zelo, I guess, na hiter, no. Ja, s tem, da vloga tega lika, pač Brana, je po mojem najmanj predvidljiva, oziroma si ne moremo niti predstavljati. Pri ostalih likih si predstavljamo, pa potem Martin reče, haha, nekaj drugega je. Pri Branu pa niti nimamo neke teorije ali ideje, kaj bo njegova končna vloga nekako. Ja. Tako da, ja, me zanima, kam bo to odpeljalo. Da je polno, ne, od tega, da bo mogoče en od 3 jezdecev zmaja, ne, da se bo mogoče Vargo Vanga, to je pač eno od teh, ampak zdaj, tega je bilo spet toliko malo tle v seriji, da vprašanje kogo. Čeprav ravno pri njem je bilo, ne? Če že pri kom je bilo ravno pri njem. Kaj je z duhom? Ja, ne vem. Kar naenkrat bo, ne vem. Z gendrijem je odšel, ne vem. Ne, ampak se pravi, zato je ful bo fascinantno videti. Jaz mislim, da prvi del bo po moje kar postavil ton tako za celo sezono, imam jaz občutek, veš, da bo kot pol ure ne boš vedel, kaj se dogaja, ker se bo mogel ful enih stvari različiti, pa to pa 2 počasne scene in to bo konec po moje. No in tako si jaz predstavljam, no. Na oglih Cold Open s Krakenom. Ampak Krakeni kle obstajajo, ali ne? Po legendah, ja, ne. Ne, tako, je, ne, nekaj. Oziroma, tudi so jih, mislim, da jih v svetu, not, pač v samem svetu, ledu in ognja, mislim, da so, ne, da dejansko so se tudi oni po njih, kot je vzel nepriznavanje, ampak da ne bi dejansko. Sej, če gledaš, vse druge stvari so. Ne, ja, se to je res. Dejansko žive. Govorimo že spet nekje, kjer so zmaji, mogoče lahko tudi Kraken. Kraken je v bistvu samo zmaj pod vodo. Dejansko imaš tudi leviatane, ne, v tem svetu. Tako da, to je beseda? Ja, leviatan, ne veš. Leviatan je beseda. Ja.
v slovenščini. Ja, to je biblijska. Ta biblijski kit, mendano. Mislim, dobro. Razumem, ampak ja. Leviatan. Ja. Tako se naglasi. Ne, to pa ne vem, Leviatan, ne vem. A ni Leviatan, Leviathan. Ja, sem je Leviatan, da veš. Ne, tako ne mi stizgam. Leviatan. Zdaj sploh ne vem, kaj si rekel v štartu več. Res ne vem, kaj si rekel v štartu. Kaj si rekel v štartu? Leviatan si rekel. Ne, sem tako, nisem... Prvi nisem vedel, da je to beseda. A to je okay. Ja. To je taka, koga požre. Jon. Leviatan, tudi Leviatan. Okay. Leviatan, ja. Oba sva imela prav. To se malkrat zgodi, ko je s pižamca provam popravljati. Da gremo sam za konc. Mogoče ene stvari bi se še dotaknil. Pa končno povemo, kaj je ta presenečenje prstove glaki. V glavnem, eno stvar bi sam še... Ja, za tiste, ki nas zanima, ravno kar nam javljajo, da Kit Harington na Dolgem mostu čaka 6. Ja, 6. Ampak grejo 3 enke zdaj zapored. Mogoče šel na enko, pa prestopil, sem pa že spet lahko čaka. En ne pogleda na trolo, ali kaj je v nep. Ena stvar, kaj bi... Kar se konsolidacije tiče, se pravi, ne govorimo še o fajtu s Severom, karkoli se kle dogaja, te 3 liki, ki so v teaserju, ne, jaz hočem, da vsak enega ubije, sam sebe, eden od teh 3, a se bo to zgodilo, ni važno, ampak če eden mora umreti, to je moja okay? Kdo umre? Pa gremo vsi 3, od teh 3. To je čisti bullshit, ker nič ne vemo, lockdown Ben ne umre. Ampak jaz ne sprašujem, kaj se vam zdi logično. Jaz sprašujem, eno od teh mora umreti, kjer ga bi ubil. Okay? Cersei. Ja, ampak jaz bi Cersei tako, da je dejansko beli hod se spremenil v belo hodko. To je pa... Ampak, če mora biti zbirati, da umre. Ampak nič ne pridobijo s tem. Malo več topline bo premogla. Ne, veš kaj, jaz bom vem, ja, kaj mislim. Jaz pa ne, veš zakaj? Zato, ker se mi zdi, če gledam, kako zgodbi sluša, je bolje, potem raj vidim, da umre Jon, ja. In da imaš pol ta fight med Daenerys in med Cersei. Ja. Jaz se tudi na to stran. Čeprav, moje srce pa upije, ventajte Cersei. Ja, ampak zakaj? To pa zaradi tega, ker ne vemo, kaj bo Bran počel, ne? Zaradi tega, ker v bistvu, če tako gledaš, ne, Sever ima backup. Sever dejansko ima backup. To smo pozabili, zdaj, ker si rekel, Sever ima backup. Ja. Veš, ker jaz imam v glavi zdaj knjige, ne, in ta pisma neprijazna, ki jih od Cersei, ki jih Jaime stran meče. Kaj bo tukaj? Kaj se zgodi z njima? Ja, zato sem rekel Cersei, ker po moje lok njen v tej sezoni bo ta, da bo pač njena vladavina propadla v teh 7 delih. Da se lahko ustavi, hočeš reči. Ja, in pač da postane kaj, da Jaime postane Valonkar. Tako, na koncu, po moje, njen lok bo pač v tej sezoni bo njen propad, po moje. Lahko da preživi sezono in da bo tudi naslednji, verjetno je kaj podpisala pogodbo. Ampak... Če ne drugače kot truplo. Ja. Weekend at Cersei's. Ja, ti se te norca delaš, ampak z belimi hodci, veš, če spremenijo v White, ne živca, je to čisto mogoče. Ja. Bo pa zanimivo videti, unih 6 delov, ki pridejo, koliko epsko si bojo upaliti, ker je pa lestvica res že visoka. Se mi zdi, da to sezono s parimi bitkami še čist, ki so na nivoju te, zdaj pridejo skozi, pa ne vem, kaj se zgodi. In še eno vprašanje za vaju, vajna teorija. Komu, pač vsaj navidezno, zato da potegne z njim, košuje rit tokrat Littlefinger. S kom se bo povlekel? A bo ostal gor, ali bo šel nove spletke iskati? Jaz mal upam, da bo tudi ta sezona, da ne bo samo en propadne, ampak da tudi ta njegov chaos iz leder, da ga enkrat v ritu grizne. To bi jaz rad videl. Ker je tako, mislim, že spet, ker je Martin, nikoli ne veš, ampak on nekako je tako predstavljen, da on to vse izkorišča, pa da enkrat končno stavi na napačnega konja, konja, ampak na napačno žival. To imamo v bistvu malo
Kaj sem pa jaz, ko Malo sta me razočarala zdaj. Zakaj? Ja, 20 sekund je minil, pa mene šale Sara Jessica Parker. Pa, zakaj sem na res dolgo faco? Glavnem, mislim, da smo prišli do konca. Kit Harington čaka dvigalo, namreč sosed iz 5. štuka nekaj spravlja ven, bil je v Ikeji in ima 5 škatel noter, tako da nam je zelo žal, ampak naš čas je potekal. Ja, tako da Kit Harington naslednjič, mogoče bomo videli, če bo prišel. Kaj se mu pa ne da peš po štengah? Ja, če lahko dr. Marko pride iz Šipola, ne sklepam, da je bil Šipol, iz Šipola v World Headquarters, lahko tudi Kit Harington. Dr. Mare, se opravičujem, kje se te najde na internetu? In zakaj še zmeraj nimaš dr. Mare napisano na Twitterju? To je B vprašanje. To pod vprašanje bom preskočil. Lahko bi bil Here Doctor Roar. Ja, Here Doctor Roar, come on! Veš, kako je to? To smo včeraj poslušali, ne? Na posnetku iz United Airlines. Ja, kje si? Na Twitterju Here Marko Roar. Drugače pa za vse novice pač se obrnite na Watchers on the Wall. Res je. Tako bo najlažje. Okay. Pižam, skaj si pa ti na internetu? Jaz sem pa tam, malo tam. Pa sem pa še malo tam. Ne to govoriti, ker pa bom jaz začel tako kot luzarja, kaj ne reče. Lužarja pa. Ja, Afna Pižama na Twitterjih, Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku, Stric Badanc na unih slikovnih zadevah, če sem jih slučajno dakaj objavil, drugače pa sem trenutno po vseh osnovnih šolah, meni se zdi. No. Tako res. Ja, pa na gospodarcu. Gospodarcu imam sam še nekih 8. Sam, ok. Pa ko bo šlo tole ven, že veš, čez en teden, to je... Jaz zdaj sam čakam, še noro je, tako ko priješ na šolo, it fucks up your mind, ne, kot bi ti rekel, pač v tej angleščini. Počutiš se kaj kaš malo totalitaristični diktator, ko priješ kaj, pa so otroci tvoje risbe narisali in kratko malo te prijem, da bi začel vojsko zbirati, pa naredil en državen prevrat, pa vidiš kakšno risbo, ki te tako narišem, srečeš, če bi se jaz ko sliko, ne bi smel blizu 500 metrov nobene šole. Hočeš reči, da dobiš malo tega okusa po Severni Koreji, ne? Ja, je to, sam da sem z manj stila oblečen, kot Kim Jong. Imaš pa bolj frizuro. Jaz sem posotan ZT, Twitter, Snapchat, Instagram. Ne bi posod sem anzeto. Jaz bom rekel 3-4 zdaj potem, ko reče Pižama še admin na koncu, bi te prosil. Pridružite se nam torej na naših družabnih omrežjih aparatus.si, na Facebooku aparatus počrtaj si, na Twitterjih in pa seveda aparatus.si pošiljnica podpri za 4, 8 ali 12 evrov mesečno. Da bom že, koliko imaš ti umazano tole penzo, da bom že kupil čistilo za tole mrežco, sploh pa predvsem mislim, da sem jaz svojo korozivno slino zdaj čisto nič od tole. To pa je mrežca. In pa seveda, če nas poslušate v iTunesih, nam dajte tako še glas. In pa še enkrat, 100. oddaja glav, dajte nas malo pohvaliti, res, tako prija. Seveda ima varaje, če donirate, ker je dejansko uprema, ne, če primerjava na kakšno upremo, sem snemala prve glave. Mislim, da je bil to en jeti, ja. Sedela sva okoli, slušalk nisva imela, jaz sem jih imel in ir, ne? In ir sem imel, jaz da sem slišal, če govoriva nota. Snemala sva, kje sva pa snemala prve? Ne vem. Prve glave. Ne vem, če nisi sam prišel. Ne, nisem, v tvojemu, ti si imel premejkan flet, ja, to je res, ja. Ne vem, po pravici povedam, ne vem. Ne, pa niso prek Skype. Ne, kje, ne. Prve vem, da so bile na jetija. To je pa res, daleč so prišla. Ne bi prišla sem, če ne bi bilo vas. To je pa res, to moramo reči. Tako da res, najlepša hvala, ker nas tako redno poslušate, da so glave najbolj poslušan podcast na mreži Aparatus. To je, ni vedno res, ampak je bilo tudi to že res parkrat. To je pa to, tudi treba reči. Ne, parkrat je bilo to res. Takrat, ker so bili edini podcast v tednu. Ne, sam to je dosti res, ker 100 je še zmerno 100, kakorkoli obrne. Ja, God damn. Zdaj, kar nekaj podcastov na mreži Aparatus jih ni dočakala. Kar je škoda. Ampak je pa tudi res. Tako da ful hvala, da poslušate. Zdaj pa jaz rekel 3-4 zdaj. In bomo več, kaj bomo rekli. Bebava brozga. Ja, ne, brozga bebavosti, sem se še bolj slišal. Pa
fajn besedna zveza za 100. epizodo. Tako, če nimate časa poslušati 100 epizod nazaj, perfektno povzame. Zato sem pa to zbral. Tako da 3, 4, zdaj. Brozga bebelosti. Leviatanskih razsežnosti. Čau. Čau. Nisem mogel rekati.